Nahajamo se v razstavnem prostoru Osmoza, kjer se predstavljam z instalacijo ConDSense. Intermedijska prostorsko-zvočna instalacija je igra dveh besed, kondens in soglasje, konsens, s čimer namigujem na soglasje ljudstva pri tem, kako družba ravna z vodo in o tem, kakšen je odnos tehnologije do okoljevarstvenih problemov. Pri tem postavljam nekatera temeljna vprašanja, kot na primer, ali lahko tehnologija odreši človeštvo od odgovornosti za slabo ravnanje z okoljem in ali lahko tehnologija pripomore pri reševanju človeških problemov z okoljem. Instalacija je zadnja iz serije del, katerih osrednji medij je voda. V preteklosti sem vodo filtriral in ta postopek sonificiral, sedaj pa njeno pridobivanje probam sonificirati. Na zgornjem delu instalacije se voda pridobiva s fizikalnim postopkom kondenzacije. Zgornji del instalacije je stožec, aluminijast stožec, katerega preko termoelektričnega elementa ohlajam. Na njemu se kondenzira voda. Ko se dovolj velike kapljice zberejo na konici stožca, padejo v rezonančno posodo. Rezonančna posoda je moderna verzija Suikin-kutsuja. To je japonsko vrtno ornamentalno glasbilo, katero proizvaja prijetne zvoke. Gre za tako podzemno votlino, kamor kapljice vode kapljajo in proizvajajo prijetne zvoke. V ozadju je filozofija opazovanja delikatnih zvokov narave, katere hitro spregledamo v vrvežu modernega življenja. To so zvoki, šušljanje listov, kapljanje kapljic, zvok vetra in nas nekako silijo v to, da se malo pomirimo in zazremo vase. Zvočno pokrajino kreira senzor, kater zaznava kapljanje kapljic. V računalništvu imamo problem s temi, kako bi rekel, naključnimi algoritmi in tle v bistvu to naključje, ta element naključja daje naravni proces kondenzacije. Ko kapljica pade v posodo, sproži serijo algoritmov. Tukaj bi dodal, da zvočna pokrajina, ki jo slišite v ozadju, ni komponirana z glasbili, ampak je generativna preko algoritmov in zvok, kateri se uporablja, je samo zvok, posnetek ene kapljice, ki potem je razvlečen, predvaja nazaj in naprej in ustvarja to zvočno pokrajino. Poleg tega pa kapljice tudi sproti narekujejo, tako v bistvu bi lahko rekel, tempo naravnega procesa kondenzacije. Poleg tega pa sproži v ozadju tudi animacijo, katera še nekako ojača ta občutek kapljice, ki pade v posodo. Sploh se ne bi pošalil, če bi rekel, da cela instalacija visi na nitki, namreč struktura je natezna struktura, katera nima fiksnih delov in deluje po principu natezanja in kompresije. Že s tem, ko bi en šravf opustil ali bi nitko prerezal, bi cela struktura padla dol. Gre se za to, da je instalacija v ravnovesju, tu pa gre za nek simbolizem, podobno kot je vse v naravi v ravnovesju. Voda, okolje in s tem, kako mi vanj posegamo. In mogoče rušimo to ravnovesje ali pa ga spreminjamo. V sami instalaciji se pojavi tudi en paradoks, namreč jaz sem poskusil ustvariti napravo, ki bi pridobivala pitno vodo, vendar pa je problem kondenzacije ta, da kjer je sušno, je kondenzacija otežena, kjer pa imamo tako veliko vlago v zraku, da kondenzacija dobro dela, pa imamo tudi padavine. Tako da bi se mogli posvetiti nekim preventivnim ukrepom, da to vodo ne onesnažimo do te mere, da bi mogli se posluževati take naprave. Instalacija subtilne zvoke narave postavlja v kontekst medijske umetnosti in okoljevarstvene problematike. Z njo poskušam gledalca transcendirati v višje stanje ozaveščenosti. Thank you.